Lep dober večer vsem skupaj. Me veseli, da se vas je v tem deževnem večeru zbralo toliko. Bil sem pred 2 mesecema, ko me je gospod Cencel povabil na to predavanje, počaščen, da lahko govorim o gospodu Slivniku, s katerim sva bila kar nekaj časa sodelavca. Tudi lepo od vas, da ste se na tak način spomnili ob 5. obletnici njegove smrti. Odšel je prehitro, razmišljal sem, da naj pripravim kakšen referat, pa sem si mislil, da bo zadeva malo preveč dolgočasna, tako da sem se odločil, da o Danilu Slivniku mi ni težko govoriti, lahko tudi kakšne 3 dni skupaj, ampak bomo to naše srečanje, vsaj to predavanje približno je koncipirano na pol ure in bi vam par zadev povedal, razmišljal sem, kako bi Slivnika nekako opisal z eno besedo. Na nek način je on definitivno bil in je novinarska legenda. Jaz sem bil eden tistih mladih novinarjev, ki sem pred natanko 20 leti prišel na Mag, povsem po nekem spletu nekih naključij. Slivnik je bil eden tistih redkih urednikov, ki je dal priložnost tudi tistim, ki niso imeli nobenih zvez, poznanstev, karkoli, da so dobili neko priložnost, da so se dokazali, izkazali. V tem času bil je moj šef, bil je moj prvi šef. Preživel sem z njim veliko lepih in manj lepih trenutkov. Se veste, življenje prinese marsikaj. Včasih so bile kakšne stvari tudi prav divje, ampak ko na koncu človek potegne črto nekako nad kariero, si reče, gotovo mi ni žal za vse te zadeve. Velikokrat, zdaj v zadnjih 5 letih, marsikdo me še vedno sprašuje, zato bi začel na koncu, ki se je končal precej tragično. Kaj se je zgodilo? Ali so Slivnika res ubili? Saj veste, danes v času interneta marsikaj piše, marsikdo marsikaj napiše na spletne strani. Lahko berete, da se je 2-krat ustrelil v glavo in podobne stvari, ampak mislim, da zelo dobro poznam te zadeve. Bil sem tudi poleg Vladimirja Voduška, edini poleg sorodnikov na njegovem pogrebu. Pokopan je na pokopališču Barbara, to je med Ravnami in Prevaljami. Veste, da je gospod Slivnik po rodu bil iz Koroške. To se mu je poznalo vse skozi tudi na naglasu, koroščina. Tako kot se mogoče meni še kakšna beseda uide dolenjska, čeprav že precej časa živim v osrednji Sloveniji, pa vendarle. Danilo Slivnik je bil v prvi vrsti, je bil seveda novinar. Za novinarje pa velja, da enkrat novinar, vedno novinar. Čeprav se v zadnjem obdobju se ukvarjal tudi z drugimi posli, predvsem z gradbeništvom v zadnjem času. In kot veste, je prišla gospodarska kriza leta 2008, prišla je iz Amerike,
nepremičninski trg se je nekako porušil in neki projekti, ki jih je s tedanjo partnerico peljal, so dobesedno nasedli. Pred časom kolega Puc našel neko reportažo, Slivnik je bil znam, potem je tudi rad je potoval, prepotoval je ravno pred 10 leti se je odpravil na eno zelo tako avanturistično pot okrog sveta. To je tudi popisoval v dnevniku v Magu, potoval je večinoma po kopnem, neko zelo zanimivo doživetje. Leta 2003 pa je napisal eno izmed svojih reportaž, v kateri je v bistvu preroško na nek način napovedal tudi svoj konec. Pisal je reportažo iz Benetk in se pri tem navajal tudi znameniti roman od Thomasa Manna, Smrt v Benetkah, in med drugim je napisal v tej reportaži tudi nek stavek, ki veliko pove o tem njegovem koncu, ki se pa glasi: ko bi mi začelo primanjkovati denarja, ne bi sedel na vlak in odpotoval, ampak bi si kupil majhen Browning ter si brez odlašanja prevrtal možgane. To se sicer zelo kruto sliši, ampak končalo se je zelo tragično. Zazijala je na nek način velika praznina. Navsezadnje Slivnik je imel za sabo zelo velik novinarski opus, je bil eden najbolj znanih, prepoznavnih novinarjev na Slovenskem. Kot veste, je svojo kariero je začel v konec 70-ih na sindikatih, to v času trdega komunizma, in bil potem kot popoln novinarski začetnik poslan za dopisnika v Moskvo. Slivnik je pisal kasneje, da če ne bi šel v Moskvo, ki je bila to za njega zelo velika šola, ne bi razumel vse dvoličnosti in sprevrženosti slovenske tranzicije. Kakorkoli se mu morda sliši nenavadno, v Moskvi je navezal stike, kot je sam pisal, z najboljšimi novinarji iz Zahoda, ki so poročali iz tedanje prestolnice Sovjetske zveze, in se takrat marsikaj naučil od njih. In on je zastopal kako bi temu rekli, ameriški stil novinarstva. In eno glavnih načel tega stila je pač načina novinarstva, kot je tudi napisal v prvi številki Maga, ki je šla leta 1995, potem, ko se je pač razšel s kolegi na delo, ko je s to znamenito Slivnikovo četico moral oditi iz največjega slovenskega dnevnika na svoje, je pač pravil, večkrat je poudaril, da poleg tega, da novinarstvo mora biti, vsak novinar mora imeti skrajno distanco do vseh dogodkov in oseb, kar je značilno, in skliceval se je pa tudi na en stavek, ki visi v predverju Chicago Tribuna, ki se glasi: vaša mati pravi, da vas ima rada, preverite. Je rekel, najpomembnejše pravilo v novinarstvu je namreč še zmeraj, da nikomur ni mogoče zaupati in da je treba biti še posebej nezaupljiv do politikov in da je zmeraj čas za pisanje o vseh stvareh. Kot veste, časopisi
imajo kratko življenjsko dobo, revije kakšen teden, knjige pa ostanejo. V 90-ih je napisal 3 knjige, ki so še danes zelo aktualne. Jaz, ko sem se pač pripravljal na to predavanje, sem šel še te knjige si še enkrat prebrati. Zelo zanimive stvari, nekatere zelo preroške knjige. Prva knjiga je bila 100 osamosvojitvenih dni, ki je išla takoj po osamosvojitvi, ko je popisal v 100 dneh kronološko vse dogodke, vse zakulisje tistih ključnih dni, ko se je Slovenija osamosvajala. Naslednja knjiga, ki je bila zelo velika uspešnica, je bil Kučanov klan. Išla je leta 1996. V njej so bile nekako sintetizirane vse zgodbe, ki jih je časopis delal v prvih polovici 90-ih, ko je bil najbolj demokratičen oziroma pluralen, objavljal vse te tranzicijske zgodbe, ki so se začele pojavljati od Hita, Smelta, Saftija in drugih zadev. In tretja knjiga, ki jo je izdal leta 1999, pri katerem sem tudi sam sodeloval, ker ponavadi je bilo pač tako, da pri teh knjigah, ker je ogromno nekih podatkov, to niso neka filozofiranja, ampak so opisovanja konkretnih dogodkov, konkretnih ljudi, je išla Potnikovo poročilo leta 1999. Priporočam, najbrž ste jih, večinoma ste jih prebrali, če jih nimate, knjige se dajo še zmeraj dobiti ali v knjižnicah, ali se prodajajo še, so vroče blago, na spletnih straneh Bolha se jih da dobiti za par evrov. In v teh knjigah je tudi Slivnik marsikaj napisal tudi o sebi, o svoji družini, še posebej ta zadnja knjiga je zelo zanimivo poglavje o njegovem očetu, Rudolfu Slivniku. Mislim, to je ena najboljših stvari. Jaz sem to zdaj po več kot 15 letih to še enkrat prebral. Zanimiva zgodba, ki pač tudi pojasni so to Slivnikovo držo. Veste, njegov oče, čistko anekdota, da na kratko obnovim, je bil vrtnar. Slivnikovi so vrsto let imeli na Prevaljah na Koroškem vrtnarijo. Njegov oče se je dobil službo v začetku 30 let v škofovski vrtnariji v Šentvidu. In tam je, kar se koli sliši čudno, organiziral prvo partijsko javko. Pa ne samo to. Leta 32 oziroma 33 je v gradu Goričane organiziral enih prvih srečanj slovenskih komunistov, na katerih je bil prisoten tudi tedanji Josip Broz. Pomagal mu je pa to zadevo zorganizirati nečak od škofa Rožmana. Samo potem, kaj si je, Slivnik je to zadeve zelo dobro popisal, ker je njegov oče mu je umrl leta 1960, z eno hudo boleznijo. Pustil je neke zapiske, po osamosvojitvi pa je šel v arhiv Slovenije in dobil debele dosjeje v njem, o Prežehovem Vorancu in še nekem Kokalju iz Koroške. Sicer ni čisto direktno napisano, ampak bili so povezani s Kominterno takrat, nekateri so bili tudi agenti tistega NKVD-ja, ampak njegov oče je zelo hitro spoznal pravi obraz komunizma in je med drugo svetovno vojno je odšel za vrtnarja v Nemčijo in se potem med vojno vrnil
na Koroško, odprl vrtnarijo. Po koncu vojne so ga hoteli pa 2-krat ubiti, komunisti seveda. Seveda, prva so mu pobrali vrtnarijo, ne. Potem so ga zaprli na nek grad, Grofov Turn na Koroškem. Naslednja postaja je bilo lager Šterntal, za katerega Slivnik pravi, da je bil še hujši kakor Dachau. In to je tudi po samem Slivniku pustilo zelo velik pečat. Ta izkušnja z njegovega očeta, vsa ta povedovanja, vse to ga je zaznamovalo. To marsikdo za te zgodbe z njegovim očetom ni vedel. Ker Slivnikov so marsikaj, pač bil je novinar, za katerim se je dvigoval prah. Pri njemu ni bilo nikoli dolgčas. Tudi sam je rekel, pač, da časopis mora biti zanimiv. Če nobeden, ko časopis ne izide, če nobeden ne kliče, pa se pritožuje, potem je nekaj narobe. Rekel, da pač časopis, ki ga nihče ne bere, ki nima smisla, da ga kdo piše. Pač časopis mora imeti nek namen, tudi da provocira na nek način. Seveda pa mora biti tudi medij, vse skozi je bil pač zagovornik nekega neodvisnega novinarstva. Veste, da s tem v Sloveniji je velik problem. Nikoli ni hotel pristajati na to, da bi bili nad njim nek nadurednik, ki bi mu nekdo ukazoval, karkoli sugeriral. Bil pa seveda zelo kritičen do samih novinarjev v Sloveniji, ker pač je imel tudi seveda veliko izkušenj, bil je na vodstvenih funkcijah že v drugi polovici 80-ih, pa tja do leta 95 na Delu. Delo je bilo pač največji časopis, bilo je več tam okrog nekih 500 novinarjev in vse veste, marsikaj se dogaja. Vse skozi je opozarjal na potrebo po profesionalnosti novinarskega poklica in je tudi zapisal eno zanimivo misel v knjigi Potnikovo poročilo, mislim, ki je bilo nekakšno njegovo vodilo pri novinarskem delu. Skliceval se je na ustanovitelja londonskega Timesa, Lorda Northcliffa, ki je dejal, da se mora novinar držati samo enega pravila. In sicer, da je novica zgolj tisto, kar poskuša kdo skriti. Vse drugo pa je propaganda. In pravi Slivnik, da v Sloveniji ni želel za to pravilo nikoli nihče slišati. Jaz bi vam teh zgodb o delu, teh stvari vam ne bi kaj veliko obnavljal za nazaj. Bolj bi vam pač rad povedal neko svojo lastno izkušnjo, ki je bila seveda v času, ko je izhajal Mak. Slivnik si vse skozi želel na nek način priti nazaj na delo in popraviti, poračunati nekatere stvari. Žal se nekatere stvari niso na koncu išle, ker ta pot z zmagom ni bila tako enostavna, ker veste, pač v Sloveniji je majhen trg, vsak medij ima pač določene stroške in je zelo težko preživeti. Bilo je prej, zdaj je še težje, ampak
želel si je priti na delo in po spletu naključi tudi ob nekih delih, če uporabim to besedo, s politiko. Leta 1995 je bil imenovan ponovno za predsednika uprave časopisne hiše Delo, na kateri poziciji pa je bil samo 2 leti. Če se vrnem nekoliko nazaj, leta 1995 je ustanovil MAK skupaj z svojo četico, med solastniki je bil še gospod Vinko Vasle, pomagala je pa tudi Krekova družba, da je ta projekt nekako stekel. Če ne bi bilo MAK-a, tudi danes ne bi bilo Reporterja. Reporter je nekakšen, sicer ne pravni, ampak nek moralni naslednik tega časopisa. In je pa, kakor sem vam že omenil, Slevnik je nekaj časa bil lastnik časopisa. Potem leta 1998 se je odločil, pri tem projektu sem sodeloval tudi sam, da bo poskusil z izdajanjem dnevnega časopisa Jutrnik. Ta zgodba se je zelo klavrno končala. Časopis je izhajal le nekaj tednov. Žal ni bilo dovolj bralcev oziroma dovolj nekega kapitala. Saj veste, pač nek časopis, da se prime, traja kar nekaj časa. Moraš imeti nekaj kapitala, da se pokriva izguba. Tudi recimo televizija Pop TV, ki najbolj vplivna, je rabila nekih 5 let, da je sploh prišla na zeleno vejo. Pa vendarle, tako MAK kot Reporter vse skozi ni posloval s kakšno izgubo, vse skozi je bila neka pozitivna ničla. Je pa res, da je to življenje bolj kot ne bilo in še vedno je iz rok v usta. Slivnika se gotovo se ga spomnite, ni bil samo časopisni novinar, po nastopih na televiziji, kot zelo pronicljivega političnega analitika. Leta 2002 mislim, da je tudi izdal knjigo nekdanjemu poslancu Ivu Hvalici. Ob tem zdaj bi rad povedal ta njegov odnos s politiko. K Slivniku so ves čas očitali, da je bil v zadnjem CK-ju leta 1989. On je vedno odgovarjal, da je šel, ko je partija propadala, da bo to videl od znotraj, kako se to dogaja. Seveda, očitali so mu, da je nek konvertit, pa je vedno potem rekel, ponavadi so tisti te očitke naslavljali, ki so bili vrsto let zagrizeni partijci, in so potem te svoje metode prenesli tudi v obdobje tranzicije. Naslednji, kakor veste, leta 1996 je kandidiral na listi Socialdemokratske stranke Slovenije, kot se je takrat imenovala SDS, vendar ni bil izvoljen za poslanca. Tudi odnos s politiko je bil tako. Imel še vedno, čeprav je on veljal za nekako desno usmerjenega novinarja, še vedno vzdrževal neko distanco in tudi ti odnosi, tudi recimo s prvakom opozicije so bili vedno
bolj toplo-hladni, bi rekel. Bil pa seveda v teh knjigah zelo kritičen tudi do pomladnih strank, predvsem v knjigi Kučanov klan je veliko posvečeno, veliko besed krščanskim demokratom. Kasneje v knjigi Potnikovo poročilo, ki je šla 4 leta kasneje, je precej kritičen tudi do SDS-a. Slivnik je bil na nek način za nomenklaturo, kot je uporabljal, značilno uporabljal to besedo, za to tranzicijsko elito, na nek način precej nevaren človek. Ne. In samo vse skozi, tudi še na zadnje leta 2010 so se te stvari vlekle, očitali, da naj bi bil agent službe državne varnosti oziroma UDBE, kot se temu reče. On je v knjigi Potnikovo poročilo, zato je tudi naslov te knjige pojasnil to z nekaterimi dokumenti, kako je do tega prišlo. Ko je bil dopisnik v Moskvi, pa se je vračal v Ljubljano, ga je poklical v uredništvo Dela uslužbenec SDV-ja na informativni pogovor. Srečal se je z njim v hotelu Slon, spraševal ga je o razmerah v Moskvi, o razmerah na veleposlaništvu jugoslovanskem na Moskvi. Dobil se je 2-krat z njim in iz tega pogovora pravi, da je bil zelo neprijeten pogovor, piše v knjigi, potem so nastale neke zabeležke in neko ime, ki mu je bilo dodeljeno, to je bil pa Potnik. Vendar Slivnik jasno piše v knjigi, zapiše, da nikoli ni bil sodelavec tajne policije, kot so mi kasneje poskušali potakniti nekateri mediji in politiki. V zadnjem času, pred smrtjo, v zadnjih letih, ko je bil MAK prevzet, to se je zgodilo leta 2007, začetku 2008, je tudi prenehal pisati tedenske kolumne. Veste, da je Slivnik postal slaven s temi kolumnami v časopisu Delo. Obstajajo legenda, da v sobotnem Delu, ko so bile njegove kolumne v 90-ih, so bile zjutraj pred kioski dolge vrste. In takrat se je časopis prodajal za današnje razmere v zelo veliki nakladi, tam do 130.000 izvodov, kar je zdaj nepredstavljivo, če vemo, da ima časopis Delo tam okrog 25.000 izvodov naklade, samo še. Ampak gledajte, to navsezadnje je tudi trend v svetu. Če gledate te podatke angleških časopisov, ameriških časopisov, nekateri so pač bili ukinjeni, prenehali izhajati, posledica interneta, družbenih omrežij, pametnih telefonov, večina informacij, veliko informacij se seli na splet, svetovni splet, veliko mnenj. Seveda pa časopisi še zmeraj so, in jaz tudi mislim, pa tudi Slivnik je tako mislil, da še zmeraj bojo za nek krog ljudi. Problem pa je, vsaj za založnike, da pri tiskanih medijih, po tiskanih medijih posegajo predvsem starejši ljudje. Medtem ko mlajši več ne, imajo pametne telefone, večinoma berejo te kratke novice. Slivnik se je tudi zavedal tega tehnološke revolucije v novinarstvu in v času drugega mandata na Delu je pripravil kar nekaj projektov,
ki so šli v smeri digitalizacije, ki so bili pa potem nekako na polovici ustavljeni. Pripravljal se je projekt, to takrat leta 2007, projekt Delo kompakt, da bi delo izhajalo tudi v manjšem formatu, v formatu žurnala, nekdanjega brezplačnika, vendar je bil ta projekt ustavljen. Veliko je hodil po svetu na teh novinarskih raznih konferencah, kjer so predstavljali modele tako imenovane integralnih redakcij, kjer se je združeval tako tisk kot splet. Prišli so takrat ven tele tablice, iPadi, so bila velika pričakovanja, da bodo šli časopisi, revije na tablice, vendar vemo zdaj, da razen par globalnih teh časopisov, kot so Financial Times, New York Times, Economist, kakšnih velikih uspehov glede tega digitalizacije žal ni bilo. Pa še ena zadeva, ki je mogoče manj znana, je ta, ki se je dogajala seveda v času njegovega drugega mandata. To javnost ne ve. Slivnik se je vse skozi zavedal, da je bila tista lastniška struktura, ko je bila takrat na delu, ko je bila lastnik Pivovarna Laško, oziroma tedanji predsednik uprave, ki je danes že kakšni 2 leti eden redkih teh tajkunov, ki ima stalno prebivališče na Dobu. Govorim seveda o Bošku Šrotu, da bi nekako uredili to lastništvo in je pripravljal menedžerski odkup dela, ki pa seveda mogoče tudi na srečo, vemo, kako se je večina teh menedžerskih odkupov v Sloveniji končala. Ta projekt sicer je takoj padel v vodo zaradi različnih razlogov, tudi političnih, ker tukaj so bile zelo veliki interesi, zelo velike energije. Čeprav je pa tako, morate vedeti, da mediji, predvsem tiskani mediji, njihova vloga ni več tako velika, kot je bila včasih. Morate tudi vedeti, da recimo Delo je bilo takrat vredno, oziroma se je prodajalo recimo za 80 milijonov evrov. Nazadnje, zdaj leto oziroma 2 nazaj, sedanji lastnik ga je kupil samo za 8 milijonov, za 1/10 te vrednosti. Slivnik je imel veliko prijateljev, še več pa sovražnikov. Vedno je pravil, da se je treba bolj bati prijateljev kot sovražnikov. Da pri sovražnikih saj veš, pri čem si, pri nekaterih prijateljih pa nikoli ne veš. Najbrž je to takšno resignirano razmišljanje je bilo tudi posledica nekaterih njegovih osebnih izkušenj, slabih, z njegovimi tesnimi prijatelji, sodelavci, ki so mu v določenem trenutku obrnili hrbet. Prvič se je to zgodilo na časopisu Delo v začetku 90-ih z gospodom Jankom Lorencijem, dolgoletnim urednikom Sobotne priloge, ki je kar naenkrat, ko je tako imenovana Slivnikova četica začela razkrivati tranzicijske anomalije, divja lastninjenja, Hit, spomnite se afer Hit, Smelt, Safti, in so ga začeli njegovi kolegi obtoževati, da to ni novinarstvo,
da to je, pisali so vlastne časopise proti svojim kolegom, da je to nekakšen fašizem. Drugič, zelo njegova bridka izkušnja je bila pa z njegovim zelo tesnim sodelavcem, ki sicer ni bil v začetku na Slivnikovi četici, ampak je prišel kakšno leto zatem na Mak. Slivnik je večkrat pravil, da je tega človeka pobral dobesedno z ceste. Jaz sem ga tudi spraševal, ne, pač govorimo o gospodu Janezu Markešu. To je bila zelo huda zadeva, mogoče jaz o tem tudi nisem kaj javno govoril, ne, ker nekatere pač stvari so dokaj boleče. Bile so pa seveda za Slivnika pa še toliko bolj, ne. Ker kar vrsto let z Markešem sta bila zelo velika, celo prijatelja, ne samo sodelavca. Potem se je zgodila ta zgodba na delu, pri kateri je Janez Markeš potegnil na koncu z tedanjimi lastniki, z gospodom Boškom Šrotom in na nek način Slivniku obrnil hrbet. Slivnik je na koncu ostal sam. To se mu je, če uporabim eno tako besedo, precej fržmagalo. Enkrat mi je pač povedal, to je ena zanimiva anekdota, da se je peljal po cesti in telefoniral in je pomotoma poklical gospoda Markeša in se je pač na drugi strani oglasil in je rekel, ja, sej si me najbrž pomotoma poklical. Pa je rekel, ja, res sem te. In odložil telefon in je rekel, sem ustavil na prvem parkirišču, pa sem izbrisal to številko, da ne bi se še kdaj zmotil. To je mogoče tako, ena taka anekdota. Kot sem že na začetku začel z njegovim tragičnim koncem, zgodilo se je pred 5 leti, mislim, da ravno na Miklavževo. Veste za tisto afero Karner, v katero so bili vpleteni njegovi sorodniki. Jaz sem kasneje tudi nekaj časa, smo tudi te stvari novinarsko obdelovali, tudi jaz sem bil v Celovcu pri temu možu od njegove nečakinje, ki je bil vpleten v te posle, ki velja za enega od 10 narkokriminalcev na ameriškem seznamu, ki je še vedno v Sloveniji. Veste takrat, da so se dogajale tiste zadeve, tista aretacija v Avstriji, teh Slivnikovih sorodnikov. Jaz sem se takrat veliko pogovarjal s Slivnikom, on je pač tudi potem nekatere stvari, ki sem jih preverjal, v te posle ni bil kaj posebej vpleten. Žal je bil tam eden od njegovih sinov. In te stvari s to aretacijo so ga zelo prizadele. On je vedel, kakšno moč imajo mediji in kaj lahko mediji z ljudmi naredijo. In je vedel, da bo padalo tudi po njemu. Čeprav razen tega, da jim je prodal neko vilo, ki jih je gradil takrat, kakšnih posebnih relacij do teh ljudi ni imel. Je pa seveda te stvari so na koncu izbile sodu dno. Spomnim se najnega zadnjega pogovora,
Mi smo vse skozi sva vzdrževala stike. Tudi ko je začel izhajati Reporter, čeprav njega ni bilo poleg. Dal mi je veliko nasvetov, veliko stvari sem se naučil pri njem, ne. Predvsem kako operativno peljati nek časopis, ga sestaviti, da časopis živi. Te učne ure so bile, kot vidite, mislim pač nekako kar uspešne. Reporter izhaja že 9 let, Mak je izhajal 10-11 let. Na nekem takem majhnem trgu, da nek časopis preživi, ki je večinoma odvisen od bralcev, ki večinoma prihodkov ustvari od prodaje, zelo kakšnih 10-20% pa samo od oglaševanja. Ni kar tako. In na tistem zadnjem pogovoru je Slivnik, to je bilo na vrhuncu te afere, bil zelo skrušen. Nekajkrat je v telefonsko slušalko povedal, da je pa zdaj mrtev. Nekako sem ga poskušal potolažiti, da vse stvari niso tako črne. Porabe tudi kakšno to floskolo, saj veste, da za vsakim dežjem posije sonce in da se stvari nekako spravijo. A vendar, kot mi je kasneje pripovedovala njegova partnerica, pač on je bil tak brezkompromisen tudi do sebe. Živeti je hotel na polno in se je žal odločil za takšen konec, kot se je zgodil, kar je bila nedvomno in še vedno je kar velika izguba za slovensko novinarstvo. Šel sem pogledat kar nekaj njegovih teh zadnjih zapisov, zadnjih intervjujev. Nekatere stvari so še danes zelo aktualne. Sem se odločil, da bi vam par misli njegovih prebral iz zadnjega intervjuja, ki ga je dal za Reporter poleti leta 2011. To je bilo pred volitvami, preden je v državno politiko vstopil Zoran Janković. Par zanimivih misli, par stavkov, ki so še vedno aktualne. Slivnik je na primer bil je zelo kritičen predvsem do slovenske levice, ki je bila po njegovem zelo dvolična in do same tranzicije, ki je bila seveda sprevržena, podobno kot v celotnem vzhodnem bloku. Pravil je, za njega ni bilo samo bistveno, da pride samo do politične zamenjave oblasti. Ker zelo pomembni so podsistemi, predvsem velika moč izvira iz kapitala. Ti imaš lahko politično oblast, pa ne obvladuješ podsistemov gospodarstva, nimaš kapitala, je nekaj na pol, oziroma še to ne. Pravil je, da so se pripadniki levice in levih vlad v najbolj burnih letih tranzicije
izpeljali največji del nepregledne privatizacije, poskrbeli za nastavke koncentracije kapitala in se potem velikopotezno lotili usodnih menedžerskih odkupov. In ti podsistemi so še vedno odstali pod vplivom levice, kljub temu, da je recimo od leta 2004 do 2008 vladala neka druga vlada, Janševa vlada. In še naprej, Slivnik pravi, te slovenske izrojene levice, na njihov ideal, je državna lastnina. In tudi, če je slabo upravljena, proračun je tisti, ki je neizčrpen vir financiranja vsega, kar ti podsistemi potrebujejo. In tiste leve stranke, ki govorijo, da so za pregledno upravljanje podjetij in odmik politike od gospodarstva, so najbolj umešane v prikrite posle in najbolj zlorabljajo svoj politični vpliv. V politiki vlada čisti korporativizem, vse institucije naj bi bile podrejene političnim strankam, elita pa naj bi povedala, kdo lahko v teh podsistemih sodeluje. Sindikati so samo podaljšek njihovega integriranega upravljanja, civilna družba in mediji pa njihova udarna ideološka pest. Levica je tudi tista, ki pove, kaj sme desnica, kajti če je desnica, je lahko samo tista, ki je po volji levice. Drugače namreč takoj rečijo, da ni alternative. In v državi ni niti toliko politične kulture, da bi se lahko v glavah ideoloških prenapetežev vse parlamentarne stranke enakopravno potegovale za oblast. Kajti levica bo kakopak povedala, kdo lahko zmaga. In naprej, v državi mora biti zmeraj alternativa. In nihče nima pravice zanikati obstoja drugega, ker to vodi v hude politične nestrpnosti, sovražnosti in na koncu v hudo jamo. In korporativni sistem je treba takoj razgraditi, saj zdaj sindikati vodijo državo in podjetja in smo pri najslabši obliki starega socialističnega samoupravljanja. Slivnik je pravil, da se je to, pač vsi, ki imamo toliko razuma, vemo, da so reforme nujne in da bo potrebno nekatere ukrepe tudi sprejeti. In je pravil, vsaj Slovenci niso takšni delomrzneži, da ne bi vedeli, da je treba najprej nekaj ustvariti, preden lahko zapravljamo. Na nek način ni bil tako pesimističen, rekel je, kljub vsemu imamo množico podjetnikov, ki vedo, da se lahko zanesijo le nase in ki jim odprti prostor Evropske unije omogoča poslovni preboj. Svaril je pod tako imenovano poldemokracijo. In še enkrat, če nekdo trdi, da ni alternative, ker moramo ne glede na vse mi vladati, je to grozljivo. In je to tako kot v Belorusiji. Če se vrnem zdaj na koncu še nekoliko nazaj, Slivnik je bil del Doberškove ekipe na časopisu Delo, bil je dolgolet njegov namestnik, bil je tisti ekipi, ki je z tega časopisa vrgla iz glave tisti stavek, vsi proletarci vseh dežel, združite se. Veste, da je bilo Delo včasih glasilo Socialistične zveze.
Slivnik je bil velik zagovornik osamosvojitve Slovenije. Tudi glavo dela so takrat z Doberškom napisala, da je to samostojni častnik za samostojno Slovenijo. To je bilo v letu 90, preden se je Slovenija osamosvojila. Slivnik je bil tudi velik zagovornik pridruževanja Slovenije v Evropski uniji, zvezi NATO, v šengenskem območju, ker je vse to peljalo k neki večji normalnosti v državi. Žal pa vidimo v zadnjih 10 letih, da kljub temu, da smo v Evropski uniji, da imamo evro, da so morda mnogi pričakovali, da se bodo nekatere stvari kar same od sebe rešile, pa se žal niso. Ker stvari očitno so vse prej kot enostavne. Tudi danes v tem svetu se spreminja svetovni red na nek način. Tudi Evropska unija je v precejšnji krizi. Kaj se bo izcimilo, predvsem na relaciji Amerika-Rusija s predsedovanjem Donalda Trumpa, to bo še zelo zanimivo opazovati. Slivnik, če bi živel danes, bi o teh stvareh znal veliko zanimivega napisati, analizirati, tudi kakšno pikro reči. Škoda, da ga ni več. To je to. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, vam bom z veseljem odgovoril, česa nisem povedal, mogoče sem kakšno stvar izpustil, če vas kaj zanima, izvolite. Torej, ko referati niso zamišljeni, ne, kratko vprašanja so pa res dobrodošla, pa jih prej formulirajte, res tako. Ja, čisto bom nekratko povedal, kakor smo takrat čakali na uvodnike Danila Slivnika v delu, tako zdaj čakamo na vaše uvodnike v reporterju. Saj jaz menim, da ste vreden njegov učenci in vreden naslednik in bi bilo hudo, če bi padlo v tako depresijo kot je on in vas rotim po vaše škodace, da zdržite, da znate stvari presoditi in biti dovolj močen. Ker pritiski niso čisto nič manjši kot so. Ja. Jaz menim, da so celo hujši. Še hujši, ja. Na videzni demokraciji, ki je nimamo, seveda, imajo fantje iz Foruma 21 vse možnosti pritiska. Preko UDBE, preko Sove, preko vseh ostalih naprav, ki so seveda jim na voljo. Jaz sem bil sam pod takim pritiskom, pa vem, kako to gre. To je obupno. No, in jaz sem se tudi pripravil na tole in sem prebral vaš uvodnik v predzadnji števili, ki se mi zdi je bil o drugem tiru, ki se navezuje tudi na TEŠ 6, vsa časno. Zdaj imate pa tudi nekaj odličnih sodelavcev, recimo Boštjana Turka, ki je pa v zadnji številki napisal tole. Govori pa o prevodih, ki jih moramo imeti partijske nomenklature, sedanje pa partijske govorice. Ko je Kučan rekel, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, je Turk krasno prevedel takole. Danes vi mislite, da ste zmagali, pa niste. Lejte, hvala, gospod Cerar, za komplimente. Jaz se nikoli nisem... Jaz se nikoli nisem hotel biti nek drugi Slivnik, tudi teh javnih nastopov, če se le da
Nerad se udeležujem, ampak vseeno hvala za na nek način za zaupanje. A ne. Si se skozi naročen, od začetka. Je pa tako, ne, pač v Reporterju poskušamo k sodelovanju povabiti različne ljudi, ki tudi različno mislijo. A ne, najslabše za časopis je, da vsi enako mislimo not, pa vsi enako pišemo. A ne, tak časopis na vse zadnje tudi ni zanimiv. Ne. Jaz kot urednik se držim pač nekega pravila, da, kar mi tudi nekateri pač očitajo, ne, da tem nekaterim našim zunanjim sodelavcem puščam preveliko svobodo pisanja, pa vendarle v teh nekih v teh 9 letih kakšnih posebnih mnogoštevilnih ali pa usodnih tožb ni bilo. No, to me zanima, a ste jih vse dobili? Recimo, da veliko večino, hvala Bogu, lahko potrkam. Ne. Bilo je, seveda, lejte, vsi delamo kakšne neumnosti, smo jih naredili, a ne, jih še bomo, a ne, kakšna zadeva, smo morali tudi kakšno odškodnino plačati, a ne, nekih par tisoč evrov, ampak to najbrž ni kakšnega časopisa, ki ne bi bil tega deležen na nek način. Je pa tako, ne, jaz sem 20 let v tem poklicu, kar naprej hodim na sodišča, a ne. A veste, to pač dela, na začetku me je to zelo skrbelo, me tudi prizadelo, se veste, vsakič, ko greš na sodišče, pa sediš na tisti klopi, kjer sedijo morilci, tatovi, ni glih najbolj prijetno, a ne. Ampak hvala Bogu, veliko stvari, večina stvari se je ugodno končala, a ne. Kot sem rekel, nihče ni brez napak, tudi mi smo naredili kakšno neumnost, tudi Slivnik je naredil kakšno neumnost, ne. Vsi se na nek način se učimo. Tako da, pritiski so pa seveda vedno, a ne, bili, so in bodo. Predvsem kritično pisanje v tistih, ki imajo denar, to najbolj boli. Ja, to najbolj boli. A veste, je pa največja slast, je pa pisati o ljudeh, mislim, to je pa čisto tako, a veste, saj ne hodiš v službo samo zaradi plače, a ne. Hodiš tudi za nekega, ne vem, če se to reče, nekega zadovoljstva, ne, da se občasno lotimo tudi tistih, a ne, ki si jih nihče ne loti, ki se imajo za nedotakljive, a ne. In ti ljudje so bolj nevarni kot tisti politiki, a ne. Ker denar, z denarjem se lahko marsikaj naredi. Tudi Reporter, recimo, pred pol leta je bilo kar nekaj vznemirjenja, je zamenjal lastništvo, a ne. Mi v zadnjih 8 let je bil lastnik, sploh niso vedeli, kdo to je, a ne. Pač novinarji nismo bili lastniki, mi smo pač potreben bil nek kapital, mi smo iskali leta 2008 nekega investitorja. Mi smo se takrat vedeli smo, da se moramo priključiti neki založniški hiši večja, da bi ta projekt logistično speljala. To so bile takrat Delo revije, ki so šle kasneje v stečaj. Mi smo se nekako iz te zgodbe ven izvlekli. Lastnik je bil nek fant iz Idrije, po imenu Boštjan Kreft, za katerega nihče ne vedel, kdo to je. Bil je korekten lastnik, ni bil to nek desničar, pa tudi levičar, ne, a ne, ker pač ljudje lahko predalčkajo, kdo pa je, a ne. Obnašal se je fair do nas, a ne, pač zadeva je pač, to je komercialni časopis, narejen na tržni osnovi, a ne. Če se časopis prodaja, obstaja, a ne. Če ga ljudje ne berejo, ga ne kupujejo, ne obstaja, a ne. To ni kakšne velike filozofije. In bivši lastnik se je pred pol leta odločil, da bi se rad v življenju še s čim drugim ukvarjal.
in je začel prodajati. Mi smo tudi sami novinarji, smo poskušali nekako, da bi naredili odkup, vendar je bila zadeva, žal nam ni šla. Reporter je zdaj v lasti tiskarne, v lasti istega lastnika, ko je bil med leti 1999 in 2006 lastnik Maga, ko je prvič takrat Slivnik prodal. To je družina Odlazek, ki ima pač dve veliki tiskarni v Ljubljani, v kateri se tiskajo veliko časopisov, tudi Družina, Demokracija, Mladina, a ne, razen Dela, ki ima svojo tiskarno. Nov lastnik se obnaša korektno, mi z njim v tistem obdobju med leti 2000 in 2006 nismo imeli slabih izkušenj. Jaz sem tudi takrat v tistem obdobju naredil par teh novinarskih presežkov, par teh raziskovalnih zgodb, ki so bile zelo odmevne v Sloveniji, mogoče se še spomnite. Ena je bila tista velika afera Rdeči križ, naslednja zadeva so bile te operacijske mize, ta kriminal v zdravstvu, te stvari. Jaz sem se vse skozi bal, da bi časopis prišel v last politikov. Saj veste, politiki so pa tako, bi rekel nekaj vsegliharskega zdaj. Politiki, pa naj bodo to levi ali desni, nekateri bolj, drugi manj, medije dojemajo kot sredstvo propagande in čisto nič drugega. Je pa tako, če greš ti v španovijo s politiko, tudi Slivnik je šel v tistem obdobju, ko je šel nazaj na delo, se te zadeve običajno dobro ne končajo. Politika je pač tako, so interesi, ko te rabijo, ko te pa ne rabijo, te pa odrabijo. In vseeno, ne glede na to, jaz sicer za nobenega lastnika ne dajem roko v ogenj, pa za njegove posle, kakršnekoli pač že ima, če je nek fair odnos, pa da se pušča neka avtonomija novinarskega dela. Drugače smo pa javno povedali, on je pač to zadevo kupil po pogoju, da časopis ostane približno tako, kar je, in da tudi novinarji ostanejo tisti, ki so. In smo pač rekli, dokler bo zadeva funkcionirala, jaz svoje pač mislim, da s tem, ko je lastnik tiskarna, da je pač življenjska doba vsakega tiskanega medija se podaljšuje, še posebej v teh težkih časih, za tiskane medije, ker morate vedeti, če ste v lasti neke tiskarne, to, kakšni veliki stroški tiska niso, in tiskarna tudi rabi, da kaj tiska, in nek lastnik, ki da neko vsoto denarja za to, da kupi, najbrž ne bo naredil to, da bo uničil. Kje je pa največji tiskarna slovenska? Ja. Ogromno. Tako da jaz upam, da bo ta zgodba z naslednikom Maga, ki ga je Slivnik začel, še enkrat pravim, tudi reporterja ne bi bilo, če ne bi bilo Maga. Če ima še kdo kakšno vprašanje, jaz upam, da nisem bil preveč dolgočasen, da vam ni žal, da ste prišli. Res smo vam hvaležni, torej jaz bi tudi tako kot bralc, bi vam na srce položil, kaj zabavnega dajte zmeri, tako kot je bil Vinkovas, pa bolj tale Rado Pezdir, to dajte. Žal je pač tako, vsi se staramo, tudi gospod Vasle je šel v penzijo, nekaj časa je še pisal, potem je nehal pisati, potem je pa tako, mi imamo kar nekaj teh kolumnistov, ki vsi imajo zelo visoke ege in se včasih tudi med sabo počijo. Zasti Sunčič Maja. Zdaj to nekako krotiti, nekako to zadeva, se veste, mi smo neka novinarska ekipa, imamo pa pač par teh sodelavcev zunanjih, ampak
se veste, za časopisom pač obstajajo mnenja, a ne, mnenja morajo pa temeljiti na dejstvih, a ne. A veste, to je osnovno pravilo. Imamo lahko različna mnenja, jaz se pač nekako trudim, a ne, da z te neke začrtane poti ne bi skrenili preveč, a ne. Je pa tako, ne, kritično pisanje mora obstajati, a ne. Kritično pisanje mora obstajati, novinarstvo pravi, da neka četrta veja oblasti, da to ni samo propaganda enih ali drugih ali tretjih, da se tudi kaj kritičnega napiše, tudi če je desno-sredinski časopis o desnih strankah. Morate vedeti pač, da tudi tam ni vse tako lepo, kakor bi lahko bilo, a ne, žal ni, a ne. Zdaj pa komediji ali pisati o tem, najbrž treba pisati o tem, a ne. Zdaj, če se pač ne piše o tem, če se še mi delamo, a ne, najbrž bo še slabše, a ne. Včasih je fajn, se veste, tako kot v družini, da se fajn skregajo, a ne. Ja, ko da so kakšni konflikti pod preprogo, a ne. Ja, lejte, gotovo ti obiski niso kar tako, ne. Jaz se na nek način, mislim tako, po svoje kar čudim, a ne, kako imajo te slovenski levi politiki hiter dostop do papeža, a ne. Teh stvari glih ne poznam, ampak najbrž pa namigujete na ta zadnji obisk gospoda Brgleza v Vatikanu, namiguje se pač, da je to v zvezi tudi s tem arbitražnim postopkom, ki naj bi bil končan v naslednjih mesecih. Vse mogoče bo pa kaj pomagal, a ne, a veste. Pestre založenosti informacije, recimo s kakšnim medijsko situacijo na Hrvaškem ali pa Mađarskem, ki sta bile tudi postkomunistične države, pa recimo Italijo pa Avstrijo. Recimo, če vzamemo naše sosede. Kako bi označil naš medijski prostor z vidika, bomo rekel, založenosti z informacijo za poprečnega Slovenija? Zagotovo je medijski prostor v Sloveniji veliko bolj zaprt, kar je na Hrvaškem ali pa Avstriji. Prva zadeva je trg. Mislim, če je večji trg, ti lahko nek časopis nek medij v istih stroških za večji trg delaš, je lažje. Imate na Hrvaškem recimo dnevne časopise, ki so levi in desni. V Sloveniji tega praktično nimate, a ne. Je pa neka olajševalna okoliščina, ki gre v smeri pluralizacije tega medijskega prostora, ker veste, pač tiskani mediji imajo čedalje manjšo vlogo, to je pač dejstvo. Največji vpliv na javnost ima televizija. Televizija daleč največji vpliv. V Sloveniji to največja komercialna televizija Pop TV. Je pa seveda prispevek te pluralnosti, je pa internet. Tudi v Sloveniji se je pojavilo kar precej alternativnih medijskih portalov, blogov, tudi na desni strani imate Časnik, portal, potem Domovina. Pojavila se je tudi ta televizija, a ne, nova, ki bomo videli, koliko časa bo preživela, ker se veste, pri televizijah je tako, ne. Časopis se financira, se prodaja.
televizija je pa precejšen strošek, ne. Nima nekih prihodkov, reklam je malo, ne. Jaz se pač bojim, da bo ta televizija, ki je pač nastala, katere lastniki so politiki, večinoma politiki, tudi politiki, da se bo ta zgodba končala podobno, kot se je zgodba z brezplačniki, znamenitimi brezplačniki v letu 2008. Ker je pač tako, ne, vsak medij mora biti na neki ekonomski osnovi narejena, ne. Če je na neka ekonomija špila, ne, je tudi časopis lahko neodvisen, ne. Zdaj, če ti si nek medij, pa stalno pričakuješ neke donacije, pa ti bo nekdo podprl, pa ne vem kaj, si stalno nekomu nekaj dolžen. In je to hujši pritisk na to svobodo in neodvisnost. Je pa tudi res, ne, po drugi strani, da ta svoboda in neodvisnost ni neomejena. Ne. Mi recimo na Reporterju se lahko pač kritičen tudi od sebe, pa domaga smo naredili, kot sem vam rekel, tudi kakšno neumnost, ne, ampak je tazga nismo nikoli naredili, ko se je prevoščil časopis Delo na prvi strani, ko je objavil sina od kardinala Rodeta. Kaj tazga pa nikoli nismo naredili. A ne, a veste. Čista propaganda. Bo pa seveda, glejte, priložnost s temi pametnimi telefoni, tablicami, svetovnim spletom, Twitterji, Facebooki, vsak je lahko na nek način novinar. Ne. Ta možnost širjenja informacij je veliko večja, kot bilo včasih, vsako leto je večja. Je pa tudi tako, ne, zdaj, če nekdo misli, recimo, da se da recimo neke volitve dobiti samo s Twitterjem, pa s družbenimi omrežji, najbrž to čist ne drži. Ne. Zdaj tudi ta družbena omrežja imajo tudi omejen vpliv. Ne. Morate vedeti tudi to, zanimiva je ta razlika med Facebookom pa Twitterjem. Ne. Twitter ima recimo 1/3 ali pa še manj dosega, ko ima Facebook. Ne. In tle se pojavlja gor vse živo. Ne. Tudi to, kar ste vprašal, ne, kako je s to pluralnostjo v Sloveniji, jaz pač ocenjujem, to je seveda za tiskane medije na nek način slabo, samo tiskani mediji se na nek način prilagajamo tako, da ima vsak tiskani medij še poleg tega še nek spletni portal zraven, ne, da se bo ta pluralnost, da bo internet povečal to pluralnost, da bo vsak, ki bo hotel dobiti neke informacije, neka mnenja, jih bo lahko našel. Da se ta prostor vendarle odpira, ne zapira. A veste, kaj če ima recimo Forum 21 oziroma njegov tajkun v lasti časopis Delo. Časopis Delo nima več tazga vpliva, kakor je imel včasih. Je pa naslednja zadeva, kot sem rekel, ne, največji vpliv na javnost ima televizija. Ne. Televizija v Sloveniji, pa nobena televizija ne preživi brez oglasov državnih podjetij. Zdaj so izumili pa še nek trik. Veste, da obstajajo ti paketi, ki jih ponujajo operaterji in je ta največja televizija, komercialna Pop TV, zaračunala svoje programe, šla iz anten samo na kable in bo poleg 50 milijonov, ki jih požrejo teh oglasov, dobila še 30 milijonov in v Sloveniji, kar uničuje medijski prostor, je ravno največja komercialna televizija. Zakaj? Veste, da obstaja Urad za varstvo konkurence, ki mora skrbeti za to, da ne prihaja do anomalij na trgu, ki so se pa dogajale, ki je tudi izdal neko globo, vendar se je ta zadeva, nek sodnik za prekrške je to z levo roko iz nekih postopkovnih pravil zavrnil in gre veselo dalje zgodba.
Je pa seveda televizija je daleč najpomembnejši medij. Ne. Daleč najpomembnejši medij. Seveda tista televizija, ki jo gledajo, a ne. Doma imate zdaj 100 in še več programov, a ne. Ne, eno gledate, večino jih pa ne gledate. Samo to bi rada rekla, kjer je gledal včeraj na TV24, ker je bil prenos od ene parlamentarne komisije, kaj je izbil. Ko bi gledal Severno Korejo, še hujš, vsi samo, kar je bilo njihovega, vsi po en glas, sam čakal, da boš ti domov, so vse so dvignili roke, edin, če je bilo pa kaj od naših, to pa ne, tisto pa ne. Živa Severna Koreja. Ja, glejte, politični prostor, ne samo v Sloveniji, tudi po svetu se na nek način radikalizira. A ne. Mi smo tudi v Sloveniji prvič v tem mandatu dobili v parlament neke zelo radikalne mladce, ki niso živeli v bivšem režimu, a ne, in zdaj na veliko propagirajo in so iznajdli toplo vodo, Marxa, Engelsa in podobne. Tako da je pa tako, ne, veliko glasov tile levi radikalci dobivajo ravno pri mladih. Pri mladih, ki prav tako nimajo neke izkušnje. Kaj je to bilo? Kaj pa menite o moji bolečini, to je o lustraciji? Ja, lejte, 25-26 let je že od spremembe režima. Jaz ne vem, jaz kaj posebej s to zadevo nisem ukvarjal, ampak ne vem, koliko bi ta zadeva bila uspešna. Ne. Koga bi, recimo, ki so zdaj na oblasti, bi pač na podlagi nekega... Učen se ne bi smel oglasiti, to vsi njegovi... Javno se sploh ne bi smel pojaviti. Noben intervju ne bi bil dovoljen, nič tega. Ja, tako dela Češka, tako dela Poljska, tako je delala Nemčija, drugače ne bomo kamor prišli, ker vso to blato komunistično, marksistično, leninistično, se nam okrog nog ovija in ne moramo nikamor. Ker ti imajo zdaj kapital, so si prigrabili, to je bila čista, vsi tele tajkuni, so čista udbaška naprava in udbaška schema. To je vse, ko pa stvar je počela, pa ni bilo denarja in so šrote pa to golazen gladko žrtovali v stalno prebivališče na domu. Ja, veste, to je zmeraj enega žrtvujejo, a ne? Ja, pa več, ne? Ja. Pa Kordeža tudi, ne? Ja. Večina jih pa ne, ne. Večina zadev, ne, se veste, najhujša zadeva v Sloveniji je bil rob teh državnih bank, ne. To jih ni. Tam so sami udbovci not, mislim, to je spomni kaj, pa Slava banka, sama udba, pa te agentje. Ja, gospa, povejte. Jaz sem se hotel oglasiti na temo lustracije. Jaz mislim, da zadeva absolutno ne bi bila izvedljiva in sicer predvsem zaradi tega, ker v Sloveniji v tistem obdobju ni bilo zadost desno mislečih in kakovostnih intelektualcev. Vi se morate zavedati, da je dolga leta bila zelo previdna selekcija, koga se bo pustil študirati, koga ne. Koga se bo pustil misliti z lastno glavo in koga se bo zatolkal. Jaz vem za zelo veliko ljudi, ki jim v Sloveniji v tistih letih do, ne vem, 70, 75, 80 ni bilo dovoljeno študirati.
in so šli ven. Tako da jaz mislim, da ta varianta ne bi bila izjemna. Veste, kdo ista pravka vi zdaj? Udbovci. Ne. Jaz sem vedel 97 kot kandidat s tem nastopil edini. Ja. 2 dni zatem je že sledila zastrupitev. Ne ga lovim. Jaz sem. Moja žena je pa doktorca, pa me je rešila smrt internistke na onkologiji in me je seveda vedela, kako je treba z mojo rovati. 3 mesece po zastrupitvi so pa še Efra zastrupljena, ker je na onkologiji dovolj laboratorijsko to dokazala. Ja, sem dejansko. Poglejte, jaz sem od decembra 88 do oktobra 94. Sem bila jaz zaposlena na delu kot lektorca, redaktorca, prevajalka. In sosedje so bili pa Slovenci. In sem šla za en teden probat na Slovenca, ker jaz bi rajš tam delala, kar na delu, ne? In sem videla, kako čudno so tam kadrovali. Pa je kadrovali. Ja, budbojica zdrave. Vete, gospa, ni enega majčkega resnega organa ni, ki ne bi imela Udba prstenec. Naprimer, zdaj le, dan današnji, četrti polje, 20 ljudi. Ko sem začel resno se ukvarjati s tem, da postanemo samostojni, je želna predsednica vrgla z mesta podpredsednika, pa sem jaz postavil, ne vedoč. Tako da, mi imamo upravka z eno mrežo, ki s podvodno državo, imamo 2. Tole zdaj smo mi nadvodna, pa jih je tudi tukaj nekaj, ki so pa podvodna država. In ta ima moč. In veste, v čem je tudi problem? Ves čas socializma je bilo zelo aktualno to vsak zajme. Ne socializm, oprostite, komunizm. No ja, pa komunizm. Vse je oboje je. Vse bomo še še individualno predstavljali. Če ni več vprašanj, bi se še enkrat zahvalili.